Prehod v trajnostno in nizkoogljično družbo zahteva tudi spremembe pri ogrevanju in hlajenju stavb. Vse večji poudarek je na uporabi nizkotemperaturnih virov, torej obnovljivih virov in odpadne toplote, kar pomeni prehod na nizkotemperaturne ogrevalne sisteme. Ko takšne stare sisteme povežemo z novimi nizkotemperaturnimi viri, se hitro pokaže težava. Ne moremo zagotoviti zadostne količine toplote, kar pomeni, da nas lahko v stanovanju zebe. Iskali smo rešitev za ta problem in smo izdelali podporno toplotno črpalko, ki v bistvu lokalno na posameznem ogrevalnem elementu dvigne temperaturo. To je termoelektrična toplotna črpalka, ki se vgradi na ogrevalni sistem, tako da v bistvu voda, ki priteče v radiator, najprej teče skozi to toplotno črpalko. Ta toplotna črpalka pa lokalno, kot nek radiator, dvigne temperaturo na želeni temperaturni nivo. Pod vodstvom profesorja dr. Andreja Kitanovskega so raziskovalci s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani razvili kompaktno enoto, ki jo je mogoče enostavno namestiti na obstoječe radiatorje in s tem izboljšati njihovo učinkovitost brez potrebe po večjih posegih. Glavni izziv je bil narediti toplotno črpalko, ki se lahko integrira v že obstoječe sisteme, da se prilagaja uporabniku in pametno regulira sistem naprej. Cilj je bil ustvariti tehnologijo, ki ne le zmanjšuje porabo energije, temveč prispeva tudi k večji energetski neodvisnosti stavb in dolgoročni trajnostni prihodnosti. Še dodatna prednost te toplotne črpalke je, da v primeru uporabe ventilatorskih konvektorjev lahko isto enoto uporabimo tako za ogrevanje kot tudi za hlajenje prostorov. Multidisciplinarni pristop in povezovanje raziskav z industrijo omogočata hitrejši razvoj ter uspešno implementacijo v realno okolje. Projekt T-Comfort tako odpira nove možnosti za učinkovitejše in okolju prijaznejše ogrevanje in hlajenje. To tehnologijo želimo izboljšati, zato da bi jo lahko prilagodili za različne aplikacije, da vsekakor nam ne želja odpreti podjetjem, ki bi začelo proizvajati v sodelovanju z globalno razpoznavnimi igralci na trgu.